Evo, da imamo šlajna urek patarda od mulde. Dobro, da imamo fist rahtar, to 7300, pa mulda Durus 3000. Nekaj malo vroče, kako to šlo. Ja, tola pa še bo. To na en končas Duri že prišel. Živ! Danes imamo pa tola mega prikolico, muldo Farmtechovo, slovenski proizvod, ta največji mulda, kar je Farmtech trenutno ima, Durus 3000S. 33 ton je skupna teža prikolice, 23 ton ima nosilnost, 10 ton je pa sama težka, kot je kronka, ta prava. Cela prikola je dolga 10 metrov, 2 metra 70 je širina, pa 4 metre je do vrh poviškov. Je pa opcija pri teh prikolic brez poviškov ali pa s 50 cm poviškom ali pa z 80 maksimalnim, to kar je zele. In tudi sama prikola nese 42 kubikov čez štrihana. Če ima pa še malo kupice, pa je pa že kar pri 50. Ima pa tale Durus še znako S. To pa pomeni, da je dvostran kiper. Kipa nazaj, pa kipa v tole stran. Zato pa tle tudi hidravlične vrata, da poješ žiti, recimo na kakšnem kanalu ali pa kjerkoli, ali pa kaj drugega, kipaš na stran. Spodaj ima tudi 2 cilindra, 6-stopenjska, tako da prikola je nora. Tudi spodaj pa je pokazal, kam odprl, kaj to ne elektronike, kaj to ne hidravlike, kakšna oprema je huda, kakšen preko mulda kot mulda, ampak tole je res noro. Tale ima 3 akse, zavijata se pa ta prva pa ta zadnja. In tudi pojmo videla, da je takrat, ko je prikola prazna, je ta prva aksa v luft, pa kaj ne 8 ton nafilaš, ena meja je, se dol spusti, tako da to vse elektrika pa zrak deva. Je pa tako, ima Farmtech tudi manj mulde, seveda, ne. 16-tonska mulda je vstopen model, mislim, da je pri Farmtechu, to se pravi Durus 1600, pa ima še 18-tonsko, pa 20-tonsko. Ta male izvedbe so pa tudi tandem, ta je pa poj že 3D. Za ta malo rabaš od dane 90 konov naprej traktor, poj za tisto 20-tonsko, od dane 110 pa gor, tale je pa 33-tonska, moraš imeti pa spredi kar 200 konov z varinco. Hvala Bogu, ima dele tistega Hollanda, 300 konca, tako da mislim, da bo šlo brez težav. Je pa tale mulda res bolj namenjena za srednje ali pa kar bolj velike kmetijske gospodarstva, podjetja, kaj taka. To ni za ne take, kot sem jaz. Ampak bomo pa tako ponudili, brez skrbi. Je pa cel point telah muld, tale koničen zaboj, ne? To je bistvo, da je iz celega narejena, tako rečen. Tudi ujačitve ima orang, tela sta brego orpoj. Zaradi teh ujačitev pa take konstrukcije pa je dobi tudi tisto ta pravo trdnost mulda. In ukazno voziš, prvo kot prvo je najbolj mišljena za kakšna žita, za silažo, za sekance. Imaš pa pojevka tudi seveda, pa za krompir, pa za mul, pesek, gnoj, sneh, vse sorte vka ponucaš. Najbolj je pa to, ker je s to prikolico hitra, ne? Hitra pa enostavna je. Zadnji imaš hidravlične vrata, dvigneš cilinder gor, da to kipne kanvarc, pa gremo dalje, ne rabaš nič traktorja dol hoditi, nič. Učinkovito kipanje. Je pa tudi tale prikola čisto simpel za prpet. Imaš low cenzing varianto, evo lajtengo, da se reče, to zaradi traktorja, ima toliko velike spojke. Baharske. Evo, 3 lajtenge, low cenzing, to se pravi, pa imaš pa v bistvu sam še tlele eno za tale hidravličen odpiranje, ki imaš načeloma, če ga ne rabiš, imaš kar tamle gor, ker če dvigneš jo, utrgaš, ker ni tako dolga. Pa še dobro, da imamo Armaxa tlela, da mi je zrihtal tale Charmillerjev K80 plus K50 priklop, da jo vka sploh prpnem, pa da jim bo prikola pravilno vižava. Prej nisem v tega gor, tako da. Hvala lepa. Je pa tale prisilen zavijanje elektrohidravličen, to se pravi, je tlele not senzor oziroma potenciometer in poj glede na kot obrača na ti zadnji zavija tiste 2 akse. Zdaj pa manj že prepetom jaz kar tole, kar sem dvignil, da gremo mi pogledati spodaj, kakšno čudo se to pod šasijo skriva, kaj to spodaj ne hrči. In pa ta prvi čisto lev dvignil, da se vidi, kam visok se to stegne, stari, to po moje čez celo vas ven gleda. No, tako razlijata pa je 2x6-stopenjska cilindra. To gre toliko enega vola not, da noben traktor skoraj nima takega zalogovnika in zato ima prikola lasten rezervoar, svojo pumpo pa z olom.
Bo majhen dol spustil, pa tamle zavarval za vsak slučaj, pa bomo pa spodaj pogledali. Takole pa, kad traktor ugasneš, se avtomatsko tudi aksa ta prva dol spusti. Je pa v bistvu tele akse dvižne, ki je na blazinah, zato da je manj gumenucaš pa manjša poraba pri traktorju, no. Da v bistvu sam po potrebi. Da gremo pa mivka tamle spodaj. Tele imaš tole štango. Evo, tako napojka, brez skrbi po dno lezeš. Prikolo se upravlja prek dveh računalnikov oziroma prek enega, tale od farmteha, tale od podvozja. To je v bistvu sam za podvozje, za hidravlično zavijanje, lahko tudi na roke, pa je vižeš akse, če češ kaj manevrirati. V bistvu imaš tudi možnost pasega hoda, ampak pri teli ne, zato ker te srednja aksa ne zavija. Zapiskati tudi, če preveč prikolo zalomaš. Tole pa je ta drug računalnik. Prikolo je priklopljena na low cenzigu traktorja in ponuca takrat olje, ki ga rab. To se pravi, da se olje ne pregreva, ga porab čisto po potrebi. Nimaš velik lighting, to so pluse recimo. Pa imaš pa tle v bistvu ja, za hidravlično rudo gor dol, za taco gor dol, ko odpenaš, za kason gor dol, pa za ta zadnja vrata. 4 komande imaš na prikol. Daj pojmo pa še naprej. Pojmo daj po vrst. To je elektronka od hidravličnega zavijana. To je blok od hidravličnega zavijana. Tle zadaj pa je low sensing blok. Pa imamo pa tlele naprej hidromotor. Tale hidromotor žene naprej tole pumpo, ki je direkt povezana. Zato, da jemlje olje iz rezervarja v cilindra za kason oziroma za poj naprej za prikolcev, za vrata, za te stvari. Poj tole vse tale reč tlele je vzmetena ruda, hidravlična. Da se tudi naklon nastavljati od rude, to se pravi, da štelaš poj, kam bo teža, a bo teža na priklop, a bo teža na prikolc. Odvisen kva češ, ampak na cest poj pa to je najbolj optimalno, da je kar približno na sredo vse skupaj, da se lepo porazdali. Spodaj so tlele na vsak stran tele bučke z hidravličnim vzmetenjem, da to plava majhna. Poj imaš na tele rud pripeto še hidravlično taco za odpenane. Tamle na un stran se tudi vidi, da se da tole rudo malo štelati. Odvisno od traktorja. Tlele je poj bomba od zraka. Tle je zračno vzmetenje, blazine. To je v glavnem tako, kot pri šleparjih, oziroma še skoraj huj. Tlele imaš to, kaj nahrči, samo poj zadaj bi prišla, kakšna je to pamet. Zato, ker tle je taka zadeva, če ti s prikolco se peleš po neravnem terenu, da ti malo visiš. Vasarvago ima zadaj, da pogliha, da se ti naravno speleš, da prikola ne visi. To je taka pamet. Pa imaš tudi senzorje, koliko ta zadnja aksa zavija. Senzorje so not, koliko prikola leti. Da zato poj, ko greš ti, ne vem, 30, 40, 50 na uro, da prikola skozi manj viža, da je manj odzivna, oziroma ti akse na koncu zablokirajo. To je vse na varnost povezan. Prikola ima tudi svoje ABS zavore, tako da je res nabutana z opremo, kaj šus. No, taka podvozja je še v življenju, sem videl, da je to kaj nahrčil. Evo, in pa je tale pumpa, ki sem prej pravil, naprej nese na tele elektroventile. Tle pa ta blok oziroma ventili od prikole, to sem prej pravil, to se pravi za kason gor, za vrata, za rudo itd. Kanister za olje, ne vem koliko je litrska. Pa tole, evo, koliko je to na lighting na palanah, pa je naprej nazaj. Zrak, štrom, hidravlika. No, da sem želi do sredine prikolce prišel, da pa še naprej. Je to zadnji konc. Ko je to funk, je to velika, je ga plezan, kaj nam mravlja po dreves. Stari, tole je noro. V glavnem, evo, tle so pa spet tele hromozanske blazine. Prikola ima na vsak aks svoje zavore. To se pravi, brenza kanvarc. Prikola ima gor tudi tun, ko se reče tisti regulator, no. Ni treba na roke vrtiti, ampak ta sama prilagaja, koliko more prikola bremzati. Po feelinga, koliko je teže. Stok ima tudi hteno vago gor. To tudi pomeni, da ti prepolhne prikol, da mu zrne not naložen, pa da boš pritisnil na polno. To za brenza kanvarc. 3 akse, še traktor. To kao špricne ti zrne v kabino, da sam bulaš. Tle zadaj še en rezervar za zrak. Prikola ima tudi ABS. V tem sistemu not je v glavnem zajet tisti giroskop, vsa pamet od zraka in to poj podaja, kamor je zrak iti v kjero blazino, da ti prikolco ravna, da ti jo lih prav blaži. Včasih bo to malo pleha pa na cel, da si tole dvignil, da je pa to noro. Vem pa tudi prek sem jo že malo pelal, pa to po pol, pa cest, to se pele kalort. Sploh ne veš, da imaš kaj zadaj za malo, da ne. Res je, da sem prazno vozil. Evo, še ta zadnja aksa. 2 ogromne blažilne blazine, pa zavijalne cilindri. Tle je tudi senzor, kota. To je pa zato, se sem prej rekel, če preveč prikola zalomaš, da not začne piskati, preden nekakšno škodo narediš, oziroma preden kam zadaneš. Pa še senzorje so not skrit. Vse tamirno, vse. Težo, brzino, koto brata, vzmetene, bremze. Sploh ne vem, kva še vka. Ne pa ven izpisati. Zadnji itak, odbijač, luči, table. Tle je dodatno še tale lijak, poj gor zažit. Letna. Bo zdaj kar tele hidravlične vrata še odprl, da vidimo, kva je not, se tudi nekaj skriva. Ma pa na vsak stran 2x cilinder
dvostransk. Evo, dele že jak se dviguje, kuj, ko traktor prižgeš, če mulj, da začuti ni dosti težka, da kuj avtomatsko v lov takso. Samo mora imeti pa štrom not, pa zrak se vidi. Je kar konkretna bana. Evo, takole pa je to scelga, no. Takale je konstrukcija, konična. Gor je tudi cerada, pa smo lih par cerad, zelo je ročna. Imaš pa 3 opcije cerad. Vka na hidravlično, da čez tole dolžino tako čez potegne, pa dol. Vka imaš tudi tisto tovornakarsko, ki se zapele, poglej za tako nazaj. Trenutno je pa ročna, sprednji na vinto. Ima tudi pač svoje odječitve. No, takole se pa jaz posel naredim, da je popolnoma počivam fletna. Pa malo savne se naredim, ali pa boje streho tudi odprejem. Kakor čem, prav fletna je. Pa se pa navličam, pa še trampolin. Joma. V glavnem, to je dejansko res trampolin za krompir. Čebulo korenje bolj tiskaj občutljiv, zato ker z vrha dole ti, da ta prv vsem pade, da ni preveč utolčen. Evo. Bo bil pa tudi vse skap tole prav fan bazen. 42 kubikov vode proti ne butev. Evo, še potapljaček mi lahko, ribe pa ni da ni. Zdaj, če se rada dol vzel, pa to je tudi tista, da te prva planka tle pri te zgornjih šipah. Možno, da imaš sprednji cilinder, pa da se odpira, za kakšno si lažo pa to, da je tista odpiralna stranica. Vrata zaprte, delem pa še pokazal, kako se tudi fletne na stran kipa, pa kako ima tile planke narejene. Evo, bolj se ne tlela, prestavimo spredaj. Zato, da je zablokira, da ne more gor, ampak da jo tle drži, da je v pojh kraj. Tlele je še hidravličen cilinder, ki sem dal lajtengo zelo not, da odpre planko. Evo, takole pa zgleda pojh se na stran odpre. Pojk je material noce itak samo porinje, ampak zelo malo drži. Takole, ko pri kolu poj dol spuščaš, da se namatraš, pa da ne držiš takole plank not, je tle magnet. 2 magneta na vsak stranic, zato da ti evo približaš. Ti 2 magneta itak planko not držeta, pa sam z roko zatakneš, fletno pa imaš zaprt. Iz elekam premikal tole naprej nazaj, kad je s traktorjem vižal, se je videl, kako se fletne zavijajo na mest. In takole pa je zadevšno tudi po cest viža, odvisno sicer od brzine, koliko je pa odzivna zaradi varnosti. Ta obračanje pri tak prikoli tak že mora biti to, če ne bo prisilnega obračanja to špona, to so take sile na kolesah, da je noro. Pa tudi pri kolah gre bolj v kolovinka, pa vse je na ta način. Evo, tale pa kaže tudi v bistvu uživo, kako imaš kolesa, jih imaš naravno, samo imaš kam zasukanje. Tega ne bo kaj dosti drmal. Tle so pa tiste 4 komande, ki sem rekel, nič posebenega. Kakšno je to šasija, no, tle skozi traktorjev gledam, jo prav čudujem. Dale pri kola ima kolesa gor 655-26 col pa po. Imaš pa verjetno tudi več variant. Kakšne akse so to? No, to je noro. Koliko je šraufov? 2, 4, 6, 8, 10 komadnih šraufov. To je še zanimivo. Evo, ima tale trampolin. Tole dele dol vzel, ker grem žit voziti. Da ne bo se brez veze not, pa da ne bo kaj nahajal. Dole potegnem pa gor. Prvo rundo, da sem nadzezdala s Hollandom pa s trenilko Muldo. Ker malo sem živčen, ker je vse toliko velik, tale kompozicija je kar ogromna. Podvozje pa skozi malo diva, zadnji skozi slišim, da je neki c. To se pravi, se skozi malo dogaja, pa prilahaja. Mi se prav fletna pelem, no. Pa je to fank, je vse na blazinah, pa zmatenka pa norca. Dele pa tak brzin, če je vse prav, pa zadnji akse prikola čisto blokirane. Zdaj sem pa jaz med same ta velike fante prišel jih, pa na ta hude parcele.
Evo, zdaj sta pa dve duruske v kup. To pa je kombinacija. Ena je sicer malo stari, pa majhna manj, ampak vseh glih 3000 oznaka, zraven pa še tale ta nova, 3000S. Evo, takole pa je tudi kakšen vihar pride. Ma vrede zmeče. Ma v vas odnese, pa benah balnov. No evo, da pa že počasi jaz na vrst. Tako da ja, carado moram odpeti, pa čez potegne, da v kanot kipal. Evo, pa je odprta. Bunkar je že not, pa se nič kaj dosti ne pozna. Se ne vem koliko ton ima not, ga mogo vprašati. Evo, danes se pa jaz v dron prid napilem. Takole začne pa s kombanom utripati tiste rotacijske lučke, pa vem, da je treba zraven prijeti. Evo, zdaj smo pa na vaho pripeljali, da vidimo, koliko smo naželi, pa kipati. Ja, gre dole. Ja, tam je. Zdaj pa bomo počakali, da vse skaplot potihne, pa naprej. Prikole je prazna, fletne na stran smo okipali. Takole fletne magnete plivajo. Pa je zaprt, pa je prištimajo za drugo rundo. Evo, takole pa je tudi ta malha nafilamo. Tam na zadnji pa stoji Holland pa ta velika.
če skipamo, pa bo. Pol že gor nosi, silo zdaj. Takole fletna se vsi pije. Kar fan. Pa kela pa silo zgor. En bo sigurno polhen. Zdaj pa da začina, pa hitro se rado ti. Pa je to fisk, se zadnjak se zavijajo, imaš tik tak poj not. Zdaj pa daš počakati, pa naprej kipati. Upam jo še više dvigneti, oziroma malo jo še poj, no. Sam do konca pa ne upal, kaj majhno prikola visi, ker ni raven teren, da ne slučaj nekaj padlo. Zdaj pa sekance, tamle malo že stoji, bomo pa eno prikolo namleli. Zdaj sem pa jaz v sekancah, spet smo pri Kordežem, kad sem že z njemo snimal video na YouTube je od debla do ognja, bomo na prikolco sekancev nažili, da vidimo, če gre to tudi tako, kar mora iti. Se ne vem, zakaj ne bi šlo. Zato je mišljen vse skup. Pojdemo strojnika pozdraviti not. O, žiga lejga! A danes boš pa ti krmlu? Ja. To sta prav. Tam mlađi obvladajo, računalnike, vse. Motor že laufa. Ega. Kva fa nese, prudmalna. Evo, tak so da prav, treba se nekaj naučiti, a ne, nekaj treba začeti. Kar štartal, kar začel mleti. Jaz skupam, pa še požokov je vmes vsega. Da bomo vsaj nekaj palali, da ne bomo prazne fure divala, kva? Bravo! No evo, da bomo midva strojnikam palala to na kup. Enoč, jaz sem zvozil, kar sem mislil. V glavnem, kar je kaj takega res za poudariti pri tej prikolici, je itak podvozje, kaj nor, elektrohidravličen, vižanje, vse na blazinah, z giroskopom, da se čez krožne recimo poglihava, pa je ta stransko odpiranje. Je pa to, da je ta prikola deleč od tega, da je pa za vsega. To je precej za specifične kupce, no. To je pa to z moje strani. Se vidimo, ko bomo še kaj manj ga predstavljali, kaj več ga može težko.